ravno letos smo 27. januarja odprli prenovljeno, prvič po izgradnji 1996 palačo Narodni dom. O tem se je letos zelo veliko govorilo, kar časa smo bili strašno veseli. Predvidevam, da tudi po zaslugi mnogih od vas in se vam seveda to zahvaljujem in tudi mogoče za naprej. Mi smo predvsem veseli, da je z novo palačo Narodni dom, da smo pridobili 4700 kvadratnih metrov novih površin, od tega kar polovico za razstavno dejavnost, ostala pa so laboratoriji, razstavske delavnice, auditorij, skratka, od tega smo zelo veseli, ker je to na nek napredovalnica s 73 sedeži, kjer imamo lahko različne predstavitve in predavanja. Seveda drugo, kar pa je zelo pomembno, pa je, da so se končno uresničile sanje ustanoviteljev, direktorjev, skratka tistih, ki so Narodno galerijo vodili. Namreč trije deli, torej sodobno Ravnikarjevo krilo, vhodna avla in pa palača Narodni dom so se v bistvu prvič povezali v novit kompleks Narodne galerije, tako da tudi vi boste danes lahko videli, tisti, ki še niste bili, torej ogled stalne zbirke v celoti, v nekem ritmu in v neki predstavljeni zgodbi, kot si mi to predstavljali. Mi poskušamo čim več sodelovati s turističnimi agencijami, trenutno zelo veliko sodelujemo s Turizmom Ljubljana. Z njimi smo se dogovorili tudi, da vozijo v bistvu predvsem tuje turiste, torej kot del ogleda Ljubljane, na kratek pogled tudi ikonskih slik v Narodni galeriji. Tega smo v bistvu zelo veseli, seveda pa je naša želja in cilj, da bi prišlo v Narodno galerijo tudi čim več slovenskih domačih turistov. Za obiskovalce smo se potrudili, da bi dobili čim več informacij, tako da poleg vodstva v večjih jezikih, svetov pač v teh najbolj pomembnih evropskih jezikih ali pa najbolj znanih evropskih jezikih vodimo tudi v ruščini in japonščini. Pravno tako smo v bistvu predstavitvene letake naredili v več jezikih, da lahko dobijo osnovno informacijo. Poleg tega pa smo v bistvu poleg vodstev, ki so organizirali tudi drugačne vodnike, en je torej audio vodnik, pa Nexto, to je aplikacija za pametne telefone, ki vas vodi v bistvu po galeriji, po najbolj pomembnih slikah in obdobjih, in pa audio guide Nexto in pa seveda QR kode, no, niso to novejše, ampak tudi imamo v bistvu za lažjo orientacijo gostov v Narodni galeriji. Da vidim, če sem še kaj pozabil. Ja, no, letos je bila, smo zelo veliko delali na promociji, bilo je tudi res zelo veliko. Zelo naklonjeni so bili novinarji, verjamem, da tudi torej, večina od vas smo se o tem pisali. Tako da smo v bistvu tudi zaradi tega se je glas razširil, tako da so nas obiskovali ne samo televizijske in druge ekipe novinarske iz regije, ampak tudi recimo iz Estonije, Japonske, Amerike, klasični mediji, blogeri, internetni mediji, tako da je bilo resnično veliko in tega smo neznansko veseli pač odgovora v Narodni galeriji. Ne morem mimo, čeprav probam zelo kratek programov, ki jih je res zelo veliko, namreč mi želimo, da bi bili ne samo varuhi kulturne dediščine, mislim, da je sprejeti, ampak da bi seveda bilo tudi neko prostor druženja, srečevanja, vsebin, ki morda v današnjem digitalnem svetu niso popularne, pa vendar za nekatere ljudi še vedno zelo pomembne. Tako da imamo recimo začenši z prvo nedeljo v mesecu, to je brezplačen vstop v Narodno galerijo, organiziramo sobotne delavnice, počitniške delavnice, 4 skupine galovcev, torej galov klub za najmlajše, organiziramo praznovanje rojstnih dni, tečaje risanja, globinskega tiska za odrasle. Ne morem mimo četrtkovanj, vsak četrtek se v Narodni galeriji odvija torej neko poseben dogodek od risanja, predavanj, različnih stvari, predvsem za odrasle, kar je seveda za nas zelo pomembno in zanimivo. Skratka, res ogromno vsebin, upam pa, da bomo ta ima pravzaprav še razširili. Slovenija je očitno z veliko željo pričakovala, oziroma bilo je to otvoritev palača Narodni dom v tokem času. Bila je seveda tudi nujna, zdaj je res lepa, nujno obiskovalcem, tudi vi boste imeli prav zdaj čez par sekund to možnost, ne popolnoma novo, sodobno, torej enega sodobnega Evropskega muzeja za starejšo umetnost.
Samo v prvih 12 dneh po odprtju je galerijo obiskalo več kot 40.000 obiskovalcev. To govori tudi o tem iz vse Slovenije. Sicer pa seveda turisti prihajajo, tuji turisti pa predvsem jasno poleti. No, bliža se, mislim, zdaj kar veliko nekih pomembnih let. Za nas je seveda otvoritev palače Narodni dom. Naslednje leto je Evropsko leto kulturne dediščine. Leta 2018 bo Slovenska turistična organizacija je razglasila leto kulturnega turizma. Seveda pa in s tem bom končal, je leto 2018 zelo pomembno tudi za vse nas, ki smo zaposleni v Narodni galeriji, kajti takrat bomo praznovali jubilej 100-letnico. Zdaj pa vas predajam v, ne moram reči varstvo, moji kolegici magistri Mateji Brezžar, ki vas bo vodila po novi stalni zbirki in res verjamem in upam, da boste uživali zaradi zbirke, ki je zdaj res enkratna, drugače postavljena, o čemer bo Mateja več povedala, ampak tudi zato, ker je pač Mateja izjemna ustvarjalka. Hvala lepa, hvala. Magistrica Mateja Brezžar. Lepo pozdravljeni, dobrodošli še enkrat v Narodni galeriji, ko boste zaključili z tem kratkim ritualom. Vas vljudno vabim, da se morda čez nekaj minut tukaj sestanemo pred Rogovim vodnjakom in začnemo kar z ogledom zbirke, srednjeveške zbirke in naredimo en tak obhod po razstavnih prostorih. Po naših izračunih po prenovi namreč traja 12 minut sam sprehod po galerijskih prostorih, brez da se ustavljamo v kakršnikoli umetnini. In to, če ste v dobri kondiciji. Brez potalk. Tako da se bomo ustavili v pomembnejših delih, ob spremembah, novostih v zbirki in še enkrat vljudno vabim. Torej, vabimo vas, da v miru spijete kavico do konca, tisti, ki je še niste naročili, lahko pri našem Draganu. Imamo galerijsko tovarno zdaj že dobro leto in se je zelo prijela, ljudje radi sem hodijo, tudi galerijsko trgovinco, imamo novo, ker se trudimo z produkti, ki so vezani na našo tradicijo, na našo likovno dediščino, da jih apliciramo na skodelice, na šale, torbice. Tako da se tudi v tem aspektu trudimo in imamo recimo zelo zanimivo skodelico Prosvetarico, ki je kopija skodelice, ki jo drži prijazna ženica na najbolj znanih slovenskih skoraj sliki, pa je Prosvetarica. Tako da to je tudi naša prodajna uspešnica. Vabimo vas, da si potem pogledate, ko pa zaključite s tem ritualom, kot je rekla Mateja zelo lepo, se bomo šli pa na ta obhod.